Zdravo, jaz sem Anže in to je podcast Tehnična podpora oziroma tehnične urice ali pa tehnološke urice, kot to poimenuje moja sodelavka Katja, pri kateri sem o ponedeljkih v etru Vala 202 zjutraj ob ponovadi 8:45, zdaj ponovadi tam itak govorim stvari, ki so tudi v podcastu, ampak krajše in sogovornico, če koga slučajno zanima. Danes je ena tema, en odziv, pa eno vprašanje, ki je bilo kar zanimiva izkušnja. Kaj, dobil si odziv in vprašanje, kje si ga pa dobil, Anže? Slišim, kako že spet vsi sprašujete, nehajte me spraševati, prosim. V obrazcu vprašaj Anžeta, s klicajem, ki je v zapiskih. Nihče ne sprašuje, da ne bo slučajno kdo to resno vzel, se vem, da, ampak res nihče ne vpraša, jaz sam težim s tem. Hvala, ker jih dajete, tako vprašanja kot odzive, vse preberem. Hvala še enkrat, v zapiskih je, klicaj. No, zdaj pa k odzivu, ki je glede tistih SMS-ov iz prejšnje epizode, ko je Neža napisala, da je dobivala veliko enih SMS-ov za potrditvene kode za različne storitve. In sem že takrat rekel, haha, Amerika. In seveda je potem nekdo, ki moram zdaj prebrati njegov vzdevek v Discordu, ker tako je moje življenje. Miki Riki je to napisal. Glede SMS-ov z OTP iz današnje epizode, to je takrat napisal v Discordu, povezava do Discorda je tudi v zapiskih, in je dal povezavo na Sicert, kjer so napisali, gre za prevaro, znano pod angleškim izrazom SMS pumping. Po nekaterih navedbah naj bi šlo za umetno pošiljanje SMS sporočil z namenom ustvarjanja zaslužka enega ali več operaterjev, ki sodelujejo pri posredovanju SMS sporočil. Na Sicer tega sicer ne moremo niti potrditi, niti zanikati. Tisto, kar je meni tukaj zanimivo, ker meni tudi ni bilo jasno, kako lahko nekdo zasluži, če sam na neke naključne številke pošilja te potrditvene SMS-e, ampak seveda, če je pa to na nivoju nekega operaterja oziroma storitve, ki to omogoča, več kot je poslanih, več oni zaslužijo. In zato potrebujejo vedno nove številke in tako je najbrž bila uporabljena tudi Nežina. Evo, več kot vemo, se lahko skupaj naučimo. Zdaj pa k temi. Danes bom govoril o družabnem omrežju Blue Sky, ki v zadnjem tednu ali dveh doživlja že spet večjo prepoznavnost, ker ljudje zopet znova, že spet bežijo iz Twitterja. Zakaj? Ker je Twitter dejansko, jaz bi si upal reči, objektivno postal res kar grozna izkušnja in potem vedno dobim, pa povej, zakaj je grozna izkušnja, Anže? Zato, ker tisti njihov algoritem, poleg tega, da dejansko preveč promovira zdaj lastnika Twitterja Elona Muska, ki je, kako zdaj biti čim bolj diplomatski, problematičen človek. Ne vem, to ni ta prava beseda. On res že kar škodje svetu, čeprav cel čas trdi, da ga bo rešil nekako, ampak jaz mislim, da zdaj že kar aktivno škodje vsem skupaj, ampak to je mogoče debata za kakšen drug podcast. Tako da ja, on se je odločil, da se bojo njegovi tweeti več videli, ker je lastnik, se to lahko zgodi, ukinuje praktično vso moderacijo na tem omrežju. Zdaj je spremenil, kako deluje blokiranje uporabnikov, se pravi, da lahko ti blokiraš človeka, on pa še vedno vidi tvoje tweete, to zelo poslušujem. Tudi to je nora odločitev, predvsem o kar se dogaja, predvsem o nadlegovanju, ki se dogaja na internetu. Res nora odločitev. Predvsem pa ta algoritem, ki tam predlaga nekako tweete, jaz sem res obupal, že kar nekaj časa nazaj, tudi na Valu, Val 202 imel kar močen, saj za slovenske razmere Twitter profil. Mislim, da smo letos junija popolnoma prenehali objavljati, ker res ni bilo več smisla. Jaz seveda razumem, res razumem ljudi, ki so še vedno tam gor, sploh tisti, ki tam dejansko imajo kakšne prijatelje, saj internetne prijatelje ga bolj uporabljajo kot nek chat. Jaz res nobene slabe volje proti ljudem, ki ga še uporabljajo. Jaz osebno res že dolgo ne vidim več smisla v Twitterju. Nekateri ga, ni pa zdaj za obsojati, morate vsi dol, to je dosti brez veze, se mi zdi, da se mora vsak pri sebi odločiti, kdaj točno ne bi to prevagalo, se temu strokovno reče. Je pa največja zamera Twitterja in vseh mogoče teh starejših družabnih omrežij ta, da so zaklenjena, da so od enega podjetja, kjer tisto podjetje nekako upravlja za celotno izkušnjo. To predvsem pomeni veliko, ko se človek odloči, jaz imam pa tega dost, jaz bi šel pa nekam drugam in sabo recimo ne moreš vzeti sledilcev. Seveda potem obstajajo vedno orodja, ki nekako pregledujejo eno omrežje in najdejo sledilce na drugem omrežju, potem pa ta podjetja zapirajo te API-je, da se to ne da več početi, pa to postane zelo korno oziroma skoraj da nemogoče, če nimaš vsaj nekaj tehničnega znanja. Ampak je to kar pomembna reč, ker
Alternative Twitterju, ki so se zdaj vzpostavljale, in tukaj, zdaj, seveda jih je več, jaz se bom osredotočil na mogoče 3 največje, to so Facebookov Threads, Mastodon, ki pač praktično nima lastnika, in pa Blue Sky. In o Blue Sky bo danes največ govora, ampak vseeno je treba pri vseh 3 začeti z enim zelo pomembnim podatkom, in to je, da vsa ta 3 omrežja nekako trdijo, da se v različnih fazah bodo ukvarjala z decentralizacijo. To pomeni, da boš na teh omrežjih lahko na različnih strežnih, na različnih instancah. Zdaj, najbolj čista različica tega je Mastodon. Mastodon je narejen tako, da lahko kdorkoli, tudi Anže Tomič recimo, postavi svojo inštanco, ljudje si naredijo račune recimo na moji inštanci, tam sem jaz tak mali šerif, ki potem določa, kaj se dogaja, hkrati pa ljudje s tem računom lahko dostopajo tudi do drugih, do celega sveta Mastodona, bolj korektno bi se temu reče, celega sveta ActivityPuba, o katerem sem v tem podcastu že govoril, to je en protokol, ki se gre nekako to, da, poglejte, to je samo protokol, na katerega bojo potem obešene različne reči, tudi družabna omrežja in se bodo lahko med sabo pogovarjali. Spravi, ti si lahko na Mastodonu in bereš stvari na Threadsih, recimo, kar je zdaj že res. O tem sem tudi že govoril. Threadsi, čeprav so od Facebooka, nekako so obljubili, da se bodo povezali v Fediverse, tako se reče temu svetu, ki deluje na tem protokolu ActivityPub, in se to že počasi dogaja. Zdaj, nekateri to funkcionalno že imajo in jo vklapljajo, in potem lahko recimo ti na Mastodonu slediš nekomu, ki v bistvu objavlja na Threadsih in vidiš te objave. Ta interoperabilnost še ni na takšnem nivoju, kot bi si človek želel, ampak obstaja in je v bistvu kar noro, da se Facebook tega drži. Jaz mislim, da je njihova motivacija, to sem tudi že večkrat povedal, bolj to, da nočejo biti sami odgovorni zase, ampak ker bojo nekako podpirali to federacijo oziroma decentralizacijo, bodo vedno lahko imeli izgovor. Poglejte, se ljudje lahko grejo in tudi sledilce sabo vzamejo. Wow, čeprav tega še ne omogočajo. Ampak ja, zdaj, lahko to je ciničen pogled, lahko pa v dobri veri gradijo internet, ki je bolj odprt. Kar pri Facebooku je zelo težko, verjamem, ampak to je moje mnenje. Zdaj pridemo pa do Blue Skyja, kamor se je tudi kar nekaj Slovencev že preselilo, tisti, ki so najbolj uporabljali Twitter. Zakaj je Blue Sky zanimiv? Blue Sky je zanimiv predvsem zato, ker je uporabniški vmesnik praktično identičen Twitterju. Blue Sky sicer operira na svojem protokolu, AT protokol se mu reče, se pravi, ni del Fediversa oziroma ne deluje na protokolu ActivityPub, tako kot recimo Mastodon v celoti in pa Threads pogojno, kar ni najboljša popotnica, mogoče malo več o tem kasneje, ampak kar pa je zelo dobrodošlo pri Blue Skyju je pa to, da gre za preprost sistem ustvarjena računa. Prideš na bluesky.social, greš na aplikacijo, narediš račun in si gor. Vsi, ki so naredili račun, trenutno so praktično na Blue Sky Social in deluje tako kot Twitter. Se pogovarjaš, odgovarjaš, imaš neposredna sporočila, ki so zelo odklenjena in nekriptirana, kar je bilo tudi pri Twitterju res, ampak tukaj je treba to vseeno povedati, ker se mi zdi, da včasih obstaja neka ta aura, pogledajte, te se grejo pa decentralizacijo, nedvomno je vse kriptirano, oziroma šifrirano, res ni. Neposredna sporočila niso šifrirana, ampak ja, vmesnik je pa zelo podoben, skoraj da je enak, imaš tudi kakšen bombonček, ki ga mogoče Twitter nima, in zato mislim, da je tudi dosti ljudi se bolj znašlo recimo v Blue Skyju, kot pa na Mastodonu, kjer je še vedno treba izbrati nekako nek strežnik, se naučiti, kaj točno to pomeni in potem zadevo uporabljati. Tako da razumem, zakaj mogoče ni to za vsakega zaenkrat, čeprav se tudi tam reči dosti poenostavljajo. Jaz moram reči, da saj zame je Mastodon postal kar nepogrešljiv, ker so se vsi te tehnološki novinarji, ki jim jaz sledim, nekako tudi tja preselili in se tam med sabo pogovarjajo. Moram reči, da mi res zelo, zelo prav pride, ampak razumem, da to ni neka uporabna vrednost za čisto vsakega slehernika. Blue Sky je pa ja, to, kar je mogoče Twitter bil na začetku, ima že, ko to rečem, 18 milijonov uporabnikov, kar praktično po milijon na dan raste v teh dneh, seveda se bo to tudi upočasnilo, ampak dejansko gre že spet za nek premik, ki je bil prvo na Mastodon, potem so ljudje šli na Threadse, ki ima sicer svoje težave z nekim res abotnim algoritmom, ker se Zuckerberg tako pač boji kakršnih koli resnih pogovorov, da je bilo recimo, ameriške volitve na Threadsih spremljati pač nemogoče, ker si dobival objave 3 dni stare na časovnico, medtem ko si hotel vedeti, kaj se trenutno dogaja, tako da res kar slaba izkušnja, oziroma slaba izkušnja, drugačna izkušnja, ne? Ni tako, kot je pač Twitter, kjer se nekako v realnem času vse skupaj dogaja, in na Blue Skyju se to absolutno tako dogaja kot na Twitterju, kjer ni algoritmov, ti si svoj algoritem, ti poslediš ljudi in vse ostalo.
Do tukaj se zdaj Blue Sky zdi kot, to je pa mogoče najboljša alternativa. Vendar obstajajo seveda zvezdice in ostala opozorila. Prvo med temi je, da je to še vedno podjetje, ki ga financirajo ljudje iz Silicijeve doline, se pravi ti skladi. To je včasih, v teh časih, bom kar tako rekel, saj zame že kar slaba popotnica. Se mi zdi, da res te skladi nimajo več tako bleščečega renomeja, kot so ga imeli pred 10-20 leti. No, vseeno, potem, ko so se ljudje poglobili, kdo je nazadnje investiral v Blue Sky, se je potem pokazalo, da gre za neke kripto ljudi, ki so že sodelovali s Stevom Bannonom, ki je zdaj zelo na kratko praktično skrajna desnica v Ameriki. To je zelo tak termin, ki ga ne rad uporabljam, ampak res nek človek, ki sem kar malo brez besed, ampak če so ljudje, ki so investirali v Blue Sky, karkoli imeli z njim, je to kar slaba popotnica, na to tudi že kar nekaj ljudi opozarja. Jaz sem dal v zapiske par zapisov okoli Blue Skyja, okoli teh novih družabnih omrežij, okoli alternativ v Twitterju. Res, če znate angleško, le preberite, ker so res super zapisi, predvsem od Tima Breja, to je en človek, ki mu jaz sledim zdaj že, ne vem, 25 let najbrž, ker ima toliko časa že ta svoj blog ongoing in tudi nekako opozarja na to, da Blue Sky ima financiranje takšno, kot ima, in pa da še ni čisto zares zagrabil te decentralizacije. Oni sicer pravijo, da ja, vendar ne gre za takšen način, kot je šel pri Mastodonu. Veliko se čuti nekaj takega vzgiba, da bi ljudje hoteli, da Blue Sky enostavno prevzame ActivityPub, se zgradi na podlagi ActivityPuba in je potem nekako interoperabilen z Mastodonom in potem tudi s Threads. To bi bilo mogoče tudi po mojem mnenju najboljša rešitev, ampak bomo videli, kam bo to vse skupaj peljalo. Potem je pa še en super zapis od Korija Doktorova, tudi en človek, ki se mu splača slediti, če vas zanima tehnologija ali pa saj ta nek moment interneta, kot bi moral biti. On že dolgo časa nekako pridiga, bom kratko rekel, zelo dobro moram reči, za eno besedo enshittification je v angleščini, spravi z nekim procesom, kjer se vsa ta omrežja, aplikacije, karkoli nastane na internetu, nekako s časoma skvari, zato ker se slej kot prej naredi stvarnost, kjer interesi podjetja niso več usporedni interesom uporabnikov, recimo omrežja. Kar je pa pri družabnih omrežjih kar škoda, ker nekako ne bi obstajala, če ne bi ljudje bili gor, hoteli biti gor in nekako skušali ustvarjati to omrežje skupaj. Twitter je absolutno tak primer, mislim, da Facebook tudi, sta to dve omrežji, ki sta res imeli veliko več, če ne, saj potencialno, ali pa veliko več vrednosti za posameznika, kot ga imata danes. Gre seveda za zelo zaprti omrežji, ti ne moreš iz Facebooka in vseh svojih sledilcev vzeti na nek drug strežnik in mogoče potem tam na novo zaživeti svoj račun, ne? In o tem Kori veliko govori, predvsem ga pa moti pač to, da recimo pri Blue Skyju trenutno še ne vidi možnosti, da če bi tam ustvaril neko svojo prezenco, bi vložil svoj trud in čas in bi se na eni točki odločil, ok, tole mi pa ni več všeč, bom šel na neko drugo instanco. Tega dejansko zaenkrat še ne more narediti in dokler se to ne zgodi, on pač tja recimo ne bo šel. Kar je zelo legitimen pomislek. In to je mogoče tudi tako nekako osrednja tema, te osrednje teme tehnične podpore je, do zdaj je bilo nekako samoumevno, da je vsaka omrežja, vsaka ta aplikacija nekako zaprt sistem, ki se ukvarja s svojo interno logiko in ker je večinoma bil poleg denar teh skladov iz Silicijeve doline praviloma, morajo vsi potem nekako zaslužiti, kar s čemer ni nič narobe, to bi res rad povedal, jaz nisem proti, moj bog, podjetja ne smejo služiti, absolutno ne. Je pa res, da pričakovanja potem vseh teh skladov so pa, da se te zneski, ki jih vlagajo, potem povrnejo s takim faktorjem, da je res nerealno pričakovati, da to ne bo šlo nekako na račun potem tudi uporabnikov. To se je do zdaj, mislim, da je kar izkazalo in zato potem taki poskusi, kot je recimo Mastodon, v končni fazi tudi Blue Sky, ki obljubljajo neko decentralizacijo, ki obljubljajo nek način, kjer se bo to samo protokol in bo vsak lahko postavil svoj strežnik, vsak bo lahko postavil svojo mini družabno omrežje, ki bo potem lahko komuniciralo z drugimi mini družabnimi omrežji. Taki poskusi v tem svetu res ne zvenijo. Tim Bray je v tej objavi lepo napisal, da recimo e-mail, spletna pošta, najstarejše družabno omrežje je še vedno tukaj in obstaja. Predvsem pa obstaja zato, ker ni v lasti nikogar. Gre samo za protokol, vsak lahko postavi svoj strežnik. Seveda je tukaj tudi nekaj zvezdi zdaj v tem modernem svetu, o tem sem tudi že parkrat govoril, ampak vseeno, gre za nekaj, kar je preživelo vse te premike, ki so se zgodili na svetovnem spletu,
prav zato, ker gre za protokol in je pač odprt na ta način. In tukaj je logika tega ActivityPuba, tukaj je nekako logika Blue Skyja. Bomo videli, kaj tukaj bo zmagalo v narekovajih, mogoče pa vse preživi, pa se bo na eni točki dalo tudi med ActivityPubom in AT protokolom pogovarjati. To je vse odprto v prihodnosti. Bi pa na koncu omenil še en zapis, ki je bil zelo fajn od Meta Honana, on je urednik MIT Technology Review, jaz sicer je članek zaklenjen, ampak sem najdel potem en drug članek, ki saj povzame dva glavna odstavka, saj zame glavna odstavka v tistem zapisu, kjer nekako deli ta optimizem, da morda se pa res zaključuje ta doba nekih zaprtih sistemov, da mogoče pa bomo prišli v nek svet, kjer smo se naučili na lastnih napakah, ko smo vlagali svojo energijo, trud in čas na neko omrežje, ki nam potem ne pustijo, da bi karkoli, kar smo tam ustvarili, vzeli sabo. V najslabšem primeru samo sledilce, v najboljšem primeru pa tudi celotno vsebino, ki smo jo tam ustvarili. Mogoče res potujemo v eno dobo, kjer temu ne bo tako. Tako da pod črto, če je vprašanje, ali naj ostanem na Twitterju, moj odgovor je ne, res ni potrebe. Kam pa naj grem? Jaz bi kar rekel Blue Sky. Mogoče bo ta odgovor čez leto zelo slab, ko se bo izkazalo, da bo tudi Blue Sky skrenil, s tem strokovno reče, ampak v tem trenutku mislim, da se kar splača iti pogledat. Tam sem tudi jaz, sem dal v zapiske povezavo. Blue Sky omogoča tudi stvaritev starter packov, to so nekake skupine, ki jih lahko kdorkoli oblikuje, da ljudem daš na voljo. Poglejte, tem ljudem pa jaz sledim in so zanimivi na tem področju. Jaz sem tudi enega naredil, kar nekaj Slovencev, ki so vsaj meni bili ok na Twitterju, sem jih potem na Blue Skyju najdel. Seveda to ni popoln seznam, ampak tam je, bo dal tudi v zapiske povezavo do tega, pa jih potem samo lahko poklikate, pa že imate nekaj ljudi, ki jim sledite. Če boste meni sledili, najlepša hvala. Jaz bom tam, upam, da čim več objavljam tudi na Mastodonu, čeprav tam moram reči, da večinoma v angleščini. Seveda pa obstaja tudi Discord, Anžetovo družabno omrežje, noro slava šala, do katerega povezava je tudi v zapiskih. Za konec pa še eno vprašanje, ki sem ga dobil kje? V obrazcu vprašanja Anžeta, ki je tudi v zapiskih. Gre pa takole. Pozdravljen Anže, sklicajem, bravo mojca. Na eni od okroglih miz na temo umetne inteligence je moderatorka Maja Rater omenila izraz, ki naj bi pomenil pregledovanje, preverjanje odgovorov ChatGPT in ga naj bi v svoj žargon tudi že posvojili novinarji. Ena od udeleženk je razložila, da izraz prihaja iz Afrike, saj naj bi večino tega dela opravili prav Afričani kot usposobljena in poceni delovna sila. Žal sem besedo preslišala. Mi lahko pomagaš, hvala in lep dan mojca. Maja Rater je moja sodelavka in sedi eno nadstropje nad mano na Valu 202 in sem šel do nje, oziroma najprej sem jo poklical, potem sem šel pa še do nje in mi je posredovala naslednji odgovor in je kar zanimiv, tako da bom celega prebral. Maja pravi takole. Sogovornico na okrogli mizi sem spraševala, ali se da ugotoviti, kdaj je nek tekst napisan s pomočjo ChatGPT-ja in če drži, da obstajajo besede, ki so zaradi rabe v tem jezikovnem modelu posledično veliko pogostejše tudi v praksi. Tak primer je recimo angleška delve into. Ko so analizirali objave v znanstvenih revijah, so ugotovili, da je uporaba te besede po letu 2022 opazno poskočila. Krivulja švigne iz skoraj ravne ali zelo blago linearne do eksponentne. V zgolj 2 letih, kar je nenavadno, da bi globalno nenadoma vsi zaradi mode toliko več uporabljali to besedico, a ne? Podobno kot sta še tapestry, testament ali pa leverage. No, dobila sem odgovor, da to drži in to iz preprostega razloga. To vrstne modele trenirajo na globalnem jugu. Ogromno število nizkoplačane delovne sile v Afriki recimo uporabljajo, da se odziva na generirane odgovore ChatGPT-ja. Beseda delve je tako recimo med govorci v Nigeriji v precej večji uporabi kot v Veliki Britaniji ali v Združenih državah. Ker jo modeli v odzivih večkrat zasledijo, so se jo priučili in jo zvesto uporabljajo. Tako bi lahko rekli, da umetna inteligenca govori malce afriško različico angleščine. Potem je dala v emoji, ki me žika. Tako da meni je bilo to zelo zanimivo, tako da najprej hvala Mojca za vprašanje, hvala Maja za odgovor. Ampak ja, očitno delve into zelo popularno v Afriki, tako pride v jezikovne modele in tako do ChatGPT-ja in zato poskoči uporaba te besedne zveze. Tako da ljudje, če vidite delve into, tapestry, testament ali pa leverage, ChatGPT je bil v igri. To je to za tokrat, hvala, ker poslušate. Še enkrat bom rekel, največ pomeni, če ta podcast komu priporočite. Vem, da se vam ne da, vem, da vsakič to rečem, ampak meni to zelo veliko pomeni. Tako da, če vas je volja in imate energijo, priporočite tehnično podporo nekomu, ki bi mu morda koristila. Ker včasih celo kaj pametnega rečem.
Kaj bo v naslednji epizodi? Ne vem. But we shall delve into. Ja, slabo. Hvala, da poslušate. To je to. Čau.